Kako se nadaljujejo prizadevanja, kar zadeva prenosa lastništva Trebnjika na občino Stražice? V bistvu se ves tok dogodkov razvija v skladu z začrtano dinamiko in v ponedeljek smo v obliki notarskega zapisa med vsemi udeleženimi partnerji v tej zgodbi dosegli to, da je ta sporazum, ki smo ga podpisali pred časom, v tem trenutku pravno veljavno overjen. In na osnovi tega je prišlo že do vknjižbe vrstnega reda v zemljiški knjigi, tako da ima občina zaznamek, da je prva v tej verigi potencialnih bodočih lastnikov. Se pravi, občina je s tem dobila predkupno oziroma pravico, da je prva postane lastnica tega celotnega kompleksa dvorca Trebnjik. Navedeno pa seveda pomeni, da bomo na osnovi tega sporazuma v naslednjem letu, v letu 2011, postopno zagotavljali sredstva, ki so dogovorjena, kaj kateri od upnikov dobi in tudi v kakšni časovni dinamiki. In po dokončnem poplačilu vseh dogovorjenih zneskov postane občina tudi zemljiško-knjižni lastnik in pa tudi dejanski posestnik dvorca Trebnjik. S tem pa, da jaz imam še vedno eno tako realno možnost v glavi, da bo to se zgodilo čim prej in da bomo že v naslednjem letu poskušali, če se bodo dogodki razvijali tako, kot je v tem trenutku kaže, da na enem izmed dveh možnih razpisov pridobimo potrebna sredstva, da že v naslednjem letu uredimo oziroma zamenjamo vsaj streho na tistem delu, ki je v tem trenutku najbolj žalostno. Čistila naprava lahko menjava ministra Györkösa kaj usodno vpliva na odločitve oziroma dinamiko črpanja sredstev? Ne, v bistvu postopki tečejo v strokovnih službah. Minister pravzaprav na koncu samo podpiše en akt, eno odločbo o dodelitvi sredstev in ne glede na to, kdo je minister, se bo to zgodilo kar kmalu. Drži pa to, kar vsi skupaj ugotavljamo, da celotna procedura včasih tudi nerazumljivo traja dolgo, predolgo. Jaz nekako objektivno računam, da bomo konec naslednjega meseca že lahko objavili razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, kar pa pomeni, da bo celoten postopek stekel. Seveda pa je potem odvisno od eventualnih pritožb, kdaj bomo mi lahko izbrali izvajalca in med tem časom pa bomo sporedno že tudi pridobili odločbo o dodelitvi sredstev kohezijskega sklada, kar pomeni, da bi nekje na polovici leta lahko podpisali pogodbo z tem izvajalcem del, ki pa seveda mora še najprej pripraviti projekt za izvedbo in pa pridobiti gradbeno dovoljenje, tako da bodo v naslednjem letu eventualno stekla kakšna pripravljalna gradbena dela, prava gradnja bi pa naj stekla v letu 2012. Kot je bil v letu 2010, bomo torej živeli skromno kot letos. Ja, dejstvo je, da se moramo prilagajati realnim možnostim. Je pa res, da je ta prva verzija oziroma proračun v prvi obravnavi, ta še bo zagotovo doživel marsikatero spremembo, tako da jaz računam, da bo, če bo vse normalno, prihodkovna stran vsaj za kakšna 2 milijona višja, tako da ne bo bistveno prikrajšanje. Kakor pa v tem trenutku kaže, se pa moramo realno zavedati, da možnosti zadolževanja v tem trenutku ni. Realni prihodki pa kažejo skoraj za milijon manj sredstev, za milijon evrov manj sredstev kot v letu 2010. Ampak, kot sem že rekel, v naslednjem mesecu bodo še marsikateri podatki znani in seveda bomo sprotno vnašali te spremembe v proračun, tako da okrog 20. januarja bo pa že resnično znano, kje smo. V tem trenutku da, vendar obstoja kar na dveh, treh področjih možnost, da si zopet pridobimo, pa bomo rekel temu, sprostimo to kvoto zadolževanja in še nekaj, tudi v naslednjem letu bomo poplačali marsikatere trenutne dolgove, tako da z letom 2012 računamo, da bo 2 ali pa 2,5 milijona
zopet prostora na področju zadrževanja, tako da nobeno od teh večjih projektov, kot je gradnja centralne čistilne naprave, vključno z primarnimi kolektorji, ali eventualno, če uspemo v tem času pridobiti že potrebno dokumentacijo za gradnjo enega od dveh vrtcev, ki jih računamo v naslednjih 4 do 5 letih zgraditi, ne bo ogrožen zaradi tega. Kako kaže tepanje krožišča, me zanima, kaj najnovejše informacije? Pravzaprav smo na tej stopnji, da čakamo povabilo direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste, da se skupaj z lastniki zemljišča, tam, kjer je potrebno zgraditi ta 4. krak in ga vezati na obstoječe krožišče, da se usedemo. Jaz računam, da bo to v prvi polovici januarja in tudi sem optimist glede na nove podatke, ki smo jim dali v razmislek, tako da se bomo kmalu dogovorili in ko bo pomlad, sem prepričan, da bomo z gradnjo dejansko tudi pričeli. Zdaj jaz bi rekel takole, splošnega odgovora na ti dve vprašanji ni. Eno je zgodba vrtca, kjer se pravzaprav prihaja do podražitve zaradi izvajanja ali pa približevanja ukrepom, standardom države, ki pravzaprav predpisuje, da morajo določene zaposlitve biti, ne glede na to, koliko kaj stane, in pa dejstvo, da imamo vpis še vedno večji, kot pa je bilo to pred nekaj leti. Tako da, če te podražitve ne bi sprejeli, to pomeni, da bi iz proračuna plačevali še več, kajti ta dejavnost zahteva določena sredstva, ki so odvisna od standardov, ki jih predpisuje država, in vkolikor te odločitve o povišanju malo več kot 5% ne bi sprejeli, potem pač bi iz proračuna ta denar morali zagotoviti. Kar se pa tiče drugega dela vprašanja, je pa zelo nehvaležno v tem trenutku napovedovati, za koliko se bo dejansko povečala cena ravnanja z komunalnimi odpadki. Mi v tem trenutku še vedno govorimo po sedanjem sistemu, ko odlagamo kar na tem odlagališču na Prežigalu, da je cena ravnanja vključno z zbiranjem, prevozom in odlaganjem nekaj manj kot 45 € po toni, kar tega pač ni nikjer več. Če imamo urejeno, tako kot zahteva Evropska unija, potem pomeni to najmanj 100 € po toni, ampak govorimo samo o odpadkih, ki jih je potrebno odložiti oziroma obdelati pred odlaganjem. Se pravi, rešitev je, da čim več izločimo na samem izvoru, kajti potem bo tudi tistega, kar je potrebno obdelati in odložiti, bistveno manj. Za koliko se bo dejansko podražilo ravnanje z komunalnimi odpadki, je v tem trenutku nemogoče napovedati in vse napovedi so v tem trenutku špekulacija. Katere so glavne naložbe proračuna za drugi leto? Ja, pravzaprav nam je, če gledamo sestav proračuna, ostalo za naložbe zelo malo. Od 51% proračuna, koliko smo namenjali v letu 2009 za naložbe, smo pristali v tem trenutku na 36%. Se pravi, glavnino sredstev namenjamo za tako imenovane zakonske obveznosti in tudi za socialne transfere, medtem ko za investicije ostaja zelo malo. Gre za poplačila že začetih projektov v letošnjem letu ali pa celo končanih, kjer imamo še manjše razlike po pogodbi za izplačilo v letu 2011. Tako nam ostaja na področju cestne infrastrukture, na področju državnih in pa lokalnih cest 2 projekta, to je krožišče Tepanje in pa levi zavijalni pas na odcepu za Brdo, to je pri graščini Golič, kjer smo v fazi podpisovanja sofinancerskega sporazuma z Direkcijo Republike Slovenije za ceste. Med ostalimi projekti pa ostaja večji dokončno nadaljevanje projekta ureditve Starega trga, kjer predvidevamo dobrih 800 000 €, med tistimi pa mogoče še lahko omenim dokončanja izgradnje športnega igrišča v Vešeniku.